Zmagovalec je bil znan že v prvem polčasu, ki so ga domačini dobili z 20-10. V drugem delu igre pa so več pokazali tudi gostje iz Krškega. Ta prva postava, katera je špilala, je odigrala zelo dobro tekmo. Zdaj sem povedal igralcima, da upam, da bo za naprej tako, da proti Slovenj Gradca bomo špilali tudi na podoben način, da bomo šli v tekmo. Ampak nisem zadovoljen sa tim mlajšim igralcima, da jim se priložnosti, tu priložnost morajo iskoristiti. Drugi polčas smo odigrali bistveno boljše. Mi tudi prvi polčas, moram reči, da smo se borili skozi celo tekmo. Malce nesreče, določene vratnice, mogoče kakšna obramba vratarja. Krka je malce bolj izkušena ekipa kot naša. Mi predvsem potrebujemo čas. Krkaši trenutno zasedajo 7. mesto na prvenstveni lestvici, Krčani pa so prikovani na dnu. Vendar so cilji obeh moštev dolgoročni. Cilj je, da razigramo čim več mlajših igralca iz domaćeg kadra, da probamo da jim dignemo samozavest na veći nivo. Ne bojo imeli velik priložnosti to polosezona, ampak moraju koristiti vsako minuto. Tako da to je osnovni cilj, opstanak u ligi, da se držimo neke sredine lestvice. Za nas je to eno leto učenja. V bistvu nimamo nobenih problemov, če bomo tekmo gubili, poskušali bomo normalno, vsako tekmo zmagati. Kako se bo na koncu spletli, bomo pač videli, ne? Krkaši bodo v naslednjem krogu gostovali v Slovenj Gradcu, Krčani pa bodo gostili vodilno ekipo državnega prvenstva Celje.